Nova Slovenija bo v prihodnjih dneh začela predstavljati svoj program po segmentih, predstavljala bo pa tudi svojo ekipo, to so ključni ljudje, naši ključni strokovnjaki, ki nam bodo pomagali na področjih in ki so tudi naši kandidati za bodoče ministre v primeru, da bomo imeli priložnost, da sestavljamo prihodno vlado. Današnja novinarska konferenca je namenjena predstavitvi zlasti naše zunanje in pa obrambne politike. Mir in varnost sta temeljni dobrini človeštva in prav mir in varnost je tisto, kar vsak človek potrebuje, da v polnosti uresniči svoje talente. Zunanja in pa obrambna politika sta pa orodje vsake države, da to mir in varnost tudi zagotavlja. Vsi vemo, da mednarodne odnose vodijo interesi in da je pri uravnavanju mednarodnih odnosov, da so ključna zavezništva. Brez zavezništva praktično ne moreš uspeti. Prav na primeru arbitraže lahko vidimo, kako izgubljena je Slovenija brez pravih in resničnih zaveznikov. Zato, če želimo narediti slovensko zunanjo politiko samozavestnejšo, nujno potrebujemo prave zaveznike. Če pogledate znotraj Evrope, boste lahko opazili kar nekaj neformalnih zavezništev. Če nas začnem, recimo temeljno zavezništvo, centralno zavezništvo velja med Nemčijo in Francijo. Če se obrnemo na sever, lahko vidimo, da Skandinavci fantastično sodelujejo med seboj, potem imate baltske države, ki sodelujejo, imate Benelux, obstaja Weimarski trikotnik, ki je zavezništvo med Nemčijo, Francijo in Poljsko, imate Višegrajsko četverico in tako naprej. Vsi poznavalci nam pravijo, da za doseganje uspehov tudi znotraj Evropske unije so ta zavezništva ključna in Slovenija je izgubljena. Karl Erjavec nas je pripeljal do situacije, ko smo praktično ostali brez realnih zaveznikov, ki nam na tem mednarodnem političnem podiju lahko koristno pomagajo. Zato si bomo v Novi Sloveniji prizadevali zgraditi novo zavezništvo, ki ga bomo poimenovali Plečnikov trikotnik. Mi si želimo zgraditi zavezništvo z Avstrijo in Češko, torej Slovenija, Avstrija in Češka. Gre za države, ki imajo precej skupnega, imajo skupno zgodovinsko izkušnjo, nekoč smo živeli v skupni državi, predvsem pa imamo zelo podobne probleme, podobno mentaliteto in relativno sorodno gospodarsko okolje. In to so za Novo Slovenijo države, s katerimi bi veljalo dodatno sodelovati, s katerimi bi veljalo okrepiti sodelovanje in, kot sem dejal, zgraditi ta tako imenovani Plečnikov trikotnik. Zakaj ravno besedica Plečnikov trikotnik? Se veste, da je Plečnik deloval in gradil svoje mojstrovine prav v vseh treh prestolnicah, torej v Sloveniji, v Avstriji in tudi na Češkem. Kar se tiče naše obrambne politike, veste, da se Nova Slovenija zaveda, da je vojska pomemben element državnosti, da jo za dolgoročen obstoj potrebujemo. Nenazadnje je bila vojska slovenska oziroma takratna teritorialna obramba zagotovilo, da smo samostojnost vendarle dobili. Brez teritorialne obrambe Slovenija danes ne bi bila samostojna. In potrebujemo prenovljeno slovensko vojsko, danes žal zaradi preteklih napak razpada. Potrebujemo prenovljeno vojsko, ki bo predvsem opora domačim slovenskim potrebam in ki bo lahko tudi v mednarodni skupnosti učinkovito zagotavljala mir in varnost. In v tej luči bomo v Novi Sloveniji, tako kot v preteklosti, tudi v prihodnosti naredili vse, da bi dvignili obrambni proračun in da bi vojake izvzeli iz enotnega plačnega sistema. Ker vojaški poklic je specifičen poklic, tukaj ljudje dajo na razpolago tudi življenja in zato je znotraj enotnega plačnega sistema nemogoče na učinkovit način urejati položaj slovenskih vojakov.